Mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj ali krajše Mednarodni dan prostovoljstva je razglasila Organizacija združenih narodov na 40. zasedanju Generalne skupščine z resolucijo 17. decembra 1985. Od takrat naprej se vlade, Združeni narodi in civilno-družbene organizacije pridružujejo prostovoljkam in prostovoljcem iz vsega sveta pri praznovanju 5. decembra kot dneva, označenega za Mednarodni dan prostovoljstva. Na srečanju prostovoljcev in prostovoljk v ponedeljek 5. decembra v dopoldanskih urah v dvorani Konjičanka v Slovenskih Konjicah je vsem prisotnim spregovoril nekaj prijaznih in zahvalnih besed pobudnik srečanja župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek. Spoštovane gospe in gospodje, prostovoljke in prostovoljci, lepo pozdravljeni na današnjem srečanju, ki je, tako kot je že bilo povedano, namenjeno Mednarodnemu dnevu prostovoljstva. Če se malo spomnimo nekaj desetletij nazaj, je bilo prostovoljstvo v naši družbi nekako stalnica. Vsakodnevno je bilo to zasidrano in tudi samo po sebi je bilo umevno, da se marsikatero pomembno opravilo, družbeno pomembno opravilo opravi na temelju prostovoljnega dela, takšnega ali drugačnega. Ko smo pred 2 desetletjama dobili svojo državo in tudi zamenjali družbeni red, je nekako skočilo v ospredje obdobje materialističnega pogleda na svet. In takrat smo imeli občutek, da bo prostovoljstvo nekako utonilo in nekaj let je šlo na tisti stranski tir. Pa vendar so določeni stebri organizacij, v katerih je prostovoljno delo temelj in osnova vsega. Pri tem imamo v mislih naprimer Združenje šoferjev, avtomehanikov, gasilce, Rdeči križ, Karitas se je pojavil in to je pomenilo nov veter, da so tudi vse ostale organizacije in predvsem posamezniki nekako spoznali, da pa le ni vse v tem materialističnem svetu in da pravzaprav to prostovoljno delo vseh, tako tistih, ki sem jih prej naštel, kot vseh ostalih humanitarnih organizacij in društev, da tvori eno jedro, ki mu rečemo jedro za prijazno družbo. Danes si težko predstavljamo, kako bi izgledalo naše družbeno življenje, če ne bi bilo vseh vas in tudi vseh tistih, ki vas v tem trenutku ni v tej dvorani. Ampak neprecenljiva vrednost je to zato, kajti ogromno je ljudi, ki potrebujejo pomoč v navitez drobnih opravilih, navitez nepomembno, pa vendar za posameznika izjemno pomembno zaradi njegovega počutja, zaradi tega, da lahko pravzaprav sam živi. Zaradi tega me izjemno veseli, ko pogledam po dvorani in vidim ogromno mladih obrazov. Se pravi, starejši ste znali pritegniti svoje vrste tudi mlajše. In to je dobra osnova za naše delo tudi v prihodnje. Rad bi se vam vsem skupaj in vsakemu posebej zahvalil za vaš prispevek, iskrene čestitke ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva in še nekaj. Hvala vsem tistim, ki ste pripomogli, da smo kot lokalna skupnost v petek prejeli listino Občina po meri invalidov. Veliko priznanje za delo vas vseh in prav tako to je pravzaprav veliko priznanje za delo vas vseh, ampak tudi velika obveza za bodoče delo. Vendar jaz sem izjemno vesel, da imamo v sebi takšne ljudi, kot ste vi, in skupaj verjamem, da bomo zmogli te naše naloge, ki si jih sami postavljamo, izpeljati tako, da bomo vsi skupaj zadovoljni. Še enkrat iskrene čestitke, dobrodošli in predlagam, da si po tem formalnem delu vzamemo nekaj minut časa in se pogovorimo zopet o tistih vsakdanjih rečeh, pa vendar zelo pomembnih. Hvala vam. Učenci osnovne šole ob Dravini so svojim bogatim kulturnim programom popestrili dogodek.
Med drugimi so predstavili tudi pesem Aljaža Brezovščka z naslovom Prostovoljstvo, ki je v lanskem letu postal regijski nagrajenec v okviru natečaja Jaz prostovoljec. Jaz prostovoljec, ti, ki si rojen v revščini, ti, ki vsak dan zaspiš lačen, ti, ki ne poznaš svojih staršev, ti, ki živiš iz dneva v dan. Tvoje velike temne oči gledajo mene in prosijo pomoči, prosijo hrano in vodo. Jaz, ki sem rojena v ljubezni, jaz, ki ne vem, kaj je lakota, jaz, ki imam polno sobo, polno igrač. Jaz, ki imam svetlo sobo, polno igrač. Moje oči gledajo tebe in se sprašujejo, kako naj ti pomagam. Čeprav sva daleč, sva si blizu. Mladost je tista, ki vidi, ki je pripravljena dajati drugemu. Tudi ti, ki živiš na drugem koncu sveta, nisi sam. Čeprav ti roke ne morem podati, si v mojih mislih z menoj. Prostovoljstvo deluje na različnih področjih. Socialnem, športnem, rekreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem, v kriznih situacijah, kot na primer gasilske organizacije, reševalci in na mnogih drugih področjih. Opravljajo ga ženske in moški, mladi in otroci, ljudje srednjih let in starejše osebe, vanj se lahko vključujejo vsi ljudje, ob upoštevanju svojih zmogljivosti, saj zanj ni načelnih omejitev. Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker izboljšuje kakovost življenja v družbi, brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani, potisnjeni na rob, izključeni. Prostovoljsko delo ne sme biti privilegij posamičnih družbenih skupin. Državljani, ki delajo kot prostovoljci, ne smejo biti izkoriščani, vrednost njihovega dela mora biti prepoznana na vseh ravneh, strani organizatorja in javnosti, kot tudi strani državnih in lokalnih oblasti. Vemo, da prostovoljsko delo terja predanost, zato vsi, ki ste danes z nami, ostanite še naprej tako veliki. Kot je povedal že župan, se vam z današnjo slovesnostjo želimo zahvaliti, vam pokazati, da poznamo in spremljamo vaše delo in da vaše delo spoštujemo. Gospa Marinka Hasenpichel, kot predsednica krajevnega odbora Rdečega križa v Slovenskih Konjicah, povejte nam, kakšne potrebe zaznavate na terenu kot prostovoljka med občani, skratka? Med občani je veliko potrebe po plačevanju stroškov, torej veliko smo plačali položnic, veliko je v letošnjem letu smo plačali 5 otrokom šolo v naravi, 2 otrokoma kolonijo in preko 2000 evrov smo dali za plačilo stroškov doma. Teh sredstev ne nakazujemo na ljudem, ampak direktno plačujemo položnice. Predvsem pa so pomembni pri našem delu obiski 120 občanov na domu. To so ti, ki ne prihajajo nimajo obiskov, so osamljeni in bolni. Naše prostovoljke imajo razdeljeno, obiščejo jih ob novem letu in pa obiščejo jih vedno za njihov rojstni dan. In v letošnjem letu smo uvedli eno novo stvar pri naši krajevni, torej v poletnih mesecih smo vsak ponedeljek odpeljali v Konjice 10 do 20 oskrbovancev na vozičkih. To so bili predvsem tisti, ki nimajo obiskov, to so tisti, ki so praktično preležijo na postelji in nam jih medicinske sestre uredijo in jih peljemo na kavico, na sladoled in so izredno zadovoljni.
mogoče bi to povedala, da je ena od teh oskrbovanj, ki smo jo peljali, je rekla, da je 4 leta v Lamprechtovem domu in da je bila drugič v Konjicah, ko smo jo mi peljali. Gospa Marinka, pravite, da je zdaj sodelovanje med Rdečim križom in Karitasom zgledno, včasih menda tako ni bilo. Včasih smo delali vsak po svoji strani, zdaj pa sodelujemo, tu gre predvsem razdeljevanje paketov, razdeljevanje oblačil, plačilo položnic in to je nujno, ker ni pomembno je Karitas ali Rdeči križ, ljudje so naši in ker se nam drugače sicer zgodi, da eden išče pomoč na 2 straneh, eden pa niti na eni, ne? Zato je to sodelovanje izredno pomembno, mislim pa, da bomo morali tudi z Društvom upokojencev sodelovati, ker če bo to samo evidenca, pa ne bo akcije, ne bo pomoči tem ljudem, ne bo obiskov, ker mi jim nesemo, ko pridemo k ljudem darilo, malenkost. Pa to sploh ni pomembno. Pomembno je, da ti pol ure pri človeku sediš, pa se z njim pogovarjaš. To je predvsem pomembno. Samo še tole, zdaj se mi je fascinanten podatek, nekatere prostovoljke ste dejavne že 40 let in več. Ja. Doktor Šliberjeva mislim, da ima 60 let dela, da Mainfaltova imanka tudi 50 let, da jih imam jaz 40 let. In Slavica Tulejevšenekova jih ima tudi 50 gotovo. Veliko nas je, ki imamo veliko let dela v Rdečem križu. Hvala lepo v imenu vseh. Hvala. Delovnih invalidov Slovenske Konjice soustvarjate to prostovoljsko vzdušje na Konjiškem. Naše društvo ima preko 1100 članov, od tega jih je v naši občini Slovenske Konjice nekaj čez 800, 450 je delovnih invalidov, ostali so pa invalidi z telesnimi okvarami. Imamo pa tudi nekaj prostovoljnih članov oziroma pridruženih članov. Kar se tiče našega dela, moram reči, da smo zelo aktivni, imamo svoje delavnice, imamo 18 poverjenikov, ki stalno skrbijo za obveščanje vseh naših invalidov, kaj se v naši organizaciji dogaja. Ne pozabljamo tudi za rekreacijo naših invalidov. Vsak ponedeljek imamo v telovadnici, v šoli ob Dravini poseben program za naše invalide. Potem vsak mesec organiziramo razne izlete, ki so povezani tudi z zdravjem naših invalidov, kajti ti izleti so ali kopanje, kjer imamo tudi posebno prilagojeno telovadbo v bazenih in pa tudi posebno prilagojeno telovadbo za naše člane izven bazena. Imamo tudi posamezne krožke, prav tako imamo enkrat mesečno srečanje z invalidi na različne teme in sicer iz področja pravne psihološke pomoči in pa z področja, kako ohraniti zdravje in pa vedrost naših članov. Je še več drugih stvari, s katerimi se ukvarjamo, mislim pa, da čas ne dopušča, da bi lahko vse, s čimer se ukvarjamo, tudi v tem kratkem intervjuju povedal. Moram samo še tole, na današnjem srečanju ste izpostavili tudi dosežek, se pravi, lokalna skupnost je prejela listino Občina po meri invalidov, kaj ne da? Moram reči, da je na področju Slovenije Združenje delovnih invalidov Slovenije začela z akcijo Občina po meri invalidov in da je v naši občini to akcijo sprožilo tudi naše druženje. Zaradi tega, ker smo čutili, da mora biti naša občina prijazna vsem občanom, tudi občanom z posebnimi potrebami. In moram reči, da
smo uspeli v tem, ampak predvsem zato, ker smo angažirali tudi vse ostale invalidske organizacije, ki so aktivno sodelovali pred tem, predvsem pa moram reči občina na čelu z županom Miranom Gorinškom, ki ima posluh za to, da naj bi vsi občani naše občine živeli v njim prijaznem mestu.